Ljubljani je potekal še en večni derbi, že kar tretji v letu 2013. Prvega so na tem štadionu dobili Mariborčani v pokalu 3-1. Pred dnevi pa je bila v Mariboru boljša Olimpija z 1-0. Tokrat pri Ljubljančanih kar nekaj odsotnih nogometašev. Maribor je še vedno prvi na lestvici in tudi tokrat je tekmo začel v vlogi favorita. Prva priložnost tekme pa za Olimpijo, velika akcija Omladiča in vratnica rešila Jasmina Handanovića, ostalo je pri začetnem izidu 0-0, potem pa prva priložnost tudi za Maribor in tudi na drugi strani se je tresla prečka, katero je stresel Robert Berić. Nato pa lepa kombinacija Maribora v 22. minuti, na pravem mestu je bil Nusmir Fajić, po lepi podaji Mitje Vidlarja je premagal domačega vratarja Šeligo in pa peljal vijoličaste do prednosti. Po pol ure igre bi kmalu povišali prednost. Še ena lepa podaja Cvijanovića pred vrata. Spet je bil pri strelu Fajić, a tokrat je žoga za las končala mimo leve vratnice. Nato pa velika priložnost za Olimpijo. Nikola Nikezić je meril iz ugodnega položaja, zgrešil vrata Handanovića in še zadnja akcija prvega polčasa. Prosti strel Olimpije, na pravem mestu pa Handanović, ki je žogo uspel zadržati v svojem naročju. V drugem polčasu pa najprej velika zmešnjava v gostujočem kazenskem prostoru. Najprej glavni sodnik dosodil 11 metrovko, tule je podal Omladič. Igro z roko je videl glavni sodnik srečanja Darko Čeferin, potem pa se je zgodilo nekaj, kar ne vidimo prav pogosto v nogometu, kajti linijski sodnik je pokazal na prepovedan položaj in Čeferin je spremenil svojo odločitev, 11 metrovke ni bilo. Še ena priložnost za Maribor, izjemna obramba po strelu Ibrahimija in tale velika priložnost za Olimpijo. Zatresel je Nikezić, ampak tole je bil nedovoljen položaj, tokrat povsem pravilna odločitev sodniške trojice. Še enkrat nevarni Ljubljančani, ki so bili nekoliko podjetnejši v drugem polčasu. Nikola Nikezić je prišel do žoge in zadev za 1-1. Lepo je preigral branilca gostujoče ekipe in ukanil še Handanovića ter prinesel Ljubljančanom izenačenje. Tekma je bila odprta, Ljubljančani so krenili po 3 točke. Najprej je prišel do strela Boban Jović, ki je spet po dolgem času zaigral moštvo Olimpije. Odbito žogo pa je skušal mrežo spraviti tudi Trifković, a žogo poslal kar visoko prek vrat. Potem pa eden izmed pomembnejših dogodkov tekme, kajti na polovici tega drugega polčasa je Jasmin Handanović prejel direktni rdeči karton. Takole je ponorel ob štartu igralca Olimpije, moral z igrišča, vse 3 menjave pa je že opravil Darko Milanič in v golu je do konca tekme stal napadalec Fajić. Olimpija pa je poskušala vdaleč, najprej je mimo gola meril Jović, tudi Maribor je bil zelo nevaren, na drugi strani velika priložnost za vijoličaste, vendar domači nogometaši so žogo uspeli izbiti. In potem še zadnji poskusi Zmajčkov, priložnost za Nikezića, tule je imel na nogi 3 točke, vendar Fajić je ostal nepremagan, potem pa še enkrat pokazal, da ima tudi dobre vratarske kvalitete, takole je ujel žogo in jo pospravil svoje naročje, ter ostalo je pri neodločenem izidu Olimpija Maribor tokrat 1-1.